Beletrina v živo. Dober dan. Založba Beletrina začenja s projektom klasikov z novim izborom vrhuncev svetovne književnosti, ki bo med letoma 2020 in 2024 s 25 deli obogatil slovensko knjižno krajino. Prvi letnik klasične Beletrine je pravkar izšel. Projekt bo predstavil akademik Janko Kos, dolgoletni profesor komparativistike na ljubljanski filozofski fakulteti, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Profesor, klasika, pravite, prinaša celostno podobo človeka, ki je moderna beletristika velikokrat ne prikazuje več, ki je rahlo razpršena, pesimistična, nihilistična, namreč ta moderna književnost. Pravite, ni zmožna več zajeti celega človeka. Zakaj je vredno vedno znova prebirati klasiko? No, ravno zato, ker ta celostna podoba človeka, kot praviva, je vendarle tisto, kar rabimo v današnjem času, ko smo nekako razbiti na razne plati, ko nas tehnologija usmerja ven iz sebe, kaj ne? Tu je pa vendarle neka koncentracija na tisto, kar je v človeku bistveno, kar ga drži pokonci, seveda, sredi vseh teh socialnih in bioloških stisk. Skratka, mislim, da je klasika še zmeraj ali pa danes celo zmeraj bolj primerno oporišče za naš duhovni obstanek. To ste imeli v mislih tudi, ko ste sestavljali zbirko. Sestavljali ste jo skupaj s svojimi tremi nekdanjimi študenti, Mitjo Čandrom, Alešem Štegrom in Špelo Pavlič. Vsi delujejo na Beletrini. Nam lahko morda postrežete s kakšno zanimivo anekdoto z teh uredniških sestankov, morda s kakšnim komparativističnim disputom? Ja, mislim, da ni bilo nič tako zelo posebnega. Vsi smo vedeli, kako je treba zdaj sestaviti, čeprav smo imeli veliko problemov, kaj ne? Naš glavni problem je, mislim, da se da to zdaj vendarle odkrito povedati, kako po teh 100 romanih, ki so nekoč bili taka kultna predstavitev svetovnega romana, to je bilo pred toliko in toliko leti, kako zdaj znova postaviti nekaj podobnega ali celo kaj več, ne? V tem je bil naš problem. Tisti 100 romani so imeli to srečo, da so lahko pobrali iz novejše evropske literature te najbolj klasične pisce, kot so Proust, pa Joyce, pa Virginia Woolf, ne? In to so prinesli, čeprav po drugi plati je pa nekaj v 100 romanih, kar lahko ta naša zbirka vendarle nadoknadi in da nekaj več. Tam v 100 romanih je bila kar neka vrsta romanov, ki niso bili ravno klasika v najvišjem pomenu besede. To so bile neke uspešnice po vojni, po tej vojni, ki so se brale dobro in jih je seveda ta zbirka povzela vase. Medtem ko tu smo pa absolutno postavili se na stališče, da to je pa zdaj res čas za pravo klasiko, ne? Se pravi, klasika, to je tisto prvovrstno, ki vendarle vzdrži ne samo nekaj desetletij, ampak 100 let in več, ne? In v tem smislu smo rekli seveda, da ne bomo več zajemali iz te najnovejše literature, ki je lahko problematična in je vprašanje, ali bo kdaj ali ostala klasična, ampak smo se ustavili recimo pri koncu druge svetovne vojne, približno pri letu 50, kaj ne, češ da je šele iz te distance jasno, kaj je klasika, kaj ne. Jaz sem celo postregel v nekem zapisu seveda s podatkom, da je vprašanje, če bo klasika tisto, kar je danes zelo uspešno v literaturi, kaj ne. Kakšen Michel Houellebecq je vendarle silno popularen. To je vprašanje, če bo čez 50 let nekaj takega, kot so bili Proust, pa Kafka, pa to je jasno, ne, da to ne bo. In tudi
kakšen Nobelov nagrajenec. Nobelovi nagrajenci so sploh problem, ker od časa do časa nagradijo avtorja, ki najbrž ni tak, da bi ostal več desetletij v našem registru. Recimo za Petra Handka je vprašanje, ali je to zdaj klasika, čez 50 let, ali bo klasika, ali ne, in tako dalje, in tako dalje. Se pravi, to je bil naš pogoj, da kako zdaj organizirati to zbirko. Omenili ste, da lahko klasična beletrina morda nadoknadi tudi nekaj, kar v 100 romanih ni bilo zajeto. Ravno Bogačev roman Filokolo, ki bo del klasične beletrine 5. letnika, je želel Dušan Pirjevec uvrstiti v 100 romanov, pa takrat ni šlo. Kakšna je zgodba in zakaj ste ga dejansko uvrstili v to zbirko? Jaz mislim, da ni šlo že zaradi tega, ker je Dušan Pirjevec umrl, leta 1977. Verjetno smo ta Bogačev roman postavljali že v zbirko kot načrt, še preden se je to zgodilo. Po tistem pa seveda se je zbirka iztekla in Filokolo seveda ni bil niti preveden, niti objavljen. Čeprav zdaj pa vidim na zavihu enega ali dveh teh romanov, 100 romanov, vidim, da je ta Filokolo uvrščen, kot da bo vsak hip izšel. To mi je zdaj šele padlo v oči. Ampak vsekakor sem se spomnil na Filokola in ga predlagal, da ga zdaj uvrstimo v tole zbirko klasikov beletrine. To je recimo taka posebna zgodba. Gre za prvi italijanski roman v prozi, saj so se italijanski romani dotlej pisali v verzih. Sicer pa je nekaj prevodov v zbirki osveženih, novih, nekaj jih je pa seveda, kot ste omenili, prevedenih sploh prvič. Med prevodne vrzeli, ki jih bo zbirka zapolnila, spada recimo Letos Čehov z novelami. 2 noveli sta prvič prevedeni, prevod ene je revidiran. Drugo leto bo prvič prevedeno Dickensovo delo Naš skupni prijatelj in Kerošev Zločin očeta Amara. Prvič bo prevedena japonska mojstrovina Kakor komu drago. Prvič Eliot, se pravi Bokača smo omenili, prvič bo preveden Strindberg, Sin služkinje. Kako ste dejansko zastavili to razmerje med zapolnjevanjem prevodnih vrzeli in skratka prevodi, ki so bili v slovenščini že dostopni in bodo revidirani oziroma določena dela na novo prevedena? Ja, tukaj sta pravzaprav 2 ali celo 3 problemi. Opozarjate seveda na to, kar še ni bilo prevedeno. Dejansko smo se potrudili, da bi vsakem teh 5 letnikov, ampak kako bi jih človek imenoval, bil vsaj en roman, eno delo še neprevedeno. In se nam je posrečilo vsakem teh letošnjih in kasnejših je zmeraj vendarle eno delo še neprevedeno. Je bilo pa včasih težko seveda najti tako delo, da je vrhunsko, pa še ni bilo prevedeno, ker prevajanje pri Slovencih v zadnjih desetletjih vendarle silno cvete in napreduje. To je bil en problem, ampak mislim, saj ste imenovali nekaj avtorjev takih neprevedenih del, tu se vidi, da so to vrhunski avtorji in da so ta dela verjetno vredna, da jih prevedemo. Drugi problem, seveda, kot dopolnitev zbirke so bile pa novele. Kot vemo, prejšnji podobni projekti so upoštevali samo romane, tu je pa stavljena novelistika ob roman kot ona druga zelo pomembna zvrst, v nekaterih ozirih umetniških celo pomembnejša, od romanov včasih. No in tu smo se potrudili, da smo vsak letnik postavili pač zbirko novel. No in letos so išli, se pravi, je šel Čehov novele.
ki smo jih že omenili, pa tudi prevod Swiftovih Gulliverjevih potovanj, izpovedi Bleferja, Felixa Krula, Thomasa Manna in cesar Portugalije Selme Lagerlöf in seveda Židova Ozka vrata. Tone Smolej v spremni besedi omenja, da naj bi Andrej Žid za ta prevod Boža voduška, ki je zdaj del klasične beletrine, vedel. Povedal naj bi mu Anton Ocvirk. Kakšna je zgodba? Ko bi jaz vedel natančno, kako je s to zgodbo. Ni na oddelku nič omenjal? Vsekakor je Ocvirk imel pogovor z Židom, kaj ne? Leta 31-32. Zdaj natančno ne vem, ali je v tem pogovoru, ki je zapisan in objavljen, res kaj o tem voduškem prevodu, lahko pa, da mu je samo tako ustno to povedal, kaj ne? Vsekakor ta prevod je zelo dober in zato je ostal tudi zdaj v tej zbirki. Nismo iskali novega prevajalca, čeprav za mnoga druga dela smo pa našli nove prevajalce, da se osveži ta podoba teh tekstov. Nekateri prejšnji prevodi so bili tudi zelo stari in je dobrodošlo, da se pokažejo v novi jezikovni podobi. Ja, mislim, da problem je zlasti v tem, da nekateri teh prevodov, starih, niso bili delani po izvirnikih, kaj ne? Recimo ta kitajski roman, ki bo zdaj išel, to bo zdaj prevod iz izvirnika, medtem ko prej je bil pa preveden iz nemščine in tako dalje. Tudi za te skandinavske avtorje, kot je recimo Lagerlöfova, kaj ne? Je zdaj vprašanje, če je bil prvotni prevod res iz švedščine ali ne. Se pravi, to se bo zdaj uravnalo, kajti očitno imamo Slovenci vendarle na razpolago odlične prevajalce iz vseh drugih, tudi, kako bi rekel, manjših jezikov. Kot poskus odprtja klasike širši publiki je tudi vaš odgovor v enem nedavnih intervjujev, ko ste dejali, da je v klasični beletrini velik del romanov in novel privlačnih tudi za bralca, ki si želi prebrati kaj zanimivega, življenjskega, morda celo žgečkljivega. In omenili ste Cervantesove zgledne novele, ki so bile že davno prevedene v slovenščino. Nov prevod pa izide naslednje leto. V tem kontekstu, kako ste pri izboru posameznih del razmišljali tudi o tem, kako bodo dela govorila oziroma spregovarjala bralcem 21. stoletja? Jaz mislim, da sem spada tale problem, da smo vendarle te romane ali novele razvrščali po nekem ključu raznovrstnosti. Če pogledamo ta prvo skupino 5 del, vidimo, tu je Židov roman, Ozka vrata, zelo subtilen, nežen, ljubezenski roman, Swiftovo delo seveda je filozofsko-satirično in tako dalje. Se pravi, ta raznovrstnost je velika, medtem ko recimo ta roman Lagerlöfove, ki je v prvotnem starem prevodu nosil naslov Klara Guleborg, zdaj je pa to postalo Cesar iz Portugalije, kar je edino pravilno. No, ta roman je spet čisto nekaj drugega. To je roman o očetu, ki tragično doživi usodo svojih hčera. To je motiv iz Kralja Lira, iz Očeta Gorjoja in Lagerlöfova ga je zelo mojstrsko presadila v današnji čas na Švedsko in tako dalje. V zbirko ste izbrali tudi bese Dostojevskega, ki postrežejo s kritično analizo intelektualcev, ki so v revolucionarno gibanje vnašali nihilistični amoralizem. Zakaj so danes aktualni? Omenjate kot še posebej aktualno delo za današnji čas. Ja, saj vemo, Dostojevski je v tem romanu razgrnil probleme, ki so postali še bolj aktualni pravzaprav v 20. ali v današnjem stoletju. To je problem nihilizma, amoralizma, terorizma celo in tako dalje in tako dalje. To je vse v tem romanu zelo bistrovidno napravljeno, hkrati seveda z neko fino ironijo, ki dviga to problematiko vendarle nekam nad vsakdanjost. Tako da ta roman je eden najpomembnejših seveda, po mojem mnenju, iz literature 19. stoletja.
Ali gre pri izboru del velikokrat za dela, ki so vas navduševala že v mladosti in se zbirko na nek način ponovno vračate k njim, večkrat omenjate določene avtorje, ki so vas navdušili v času študija ali pa še prej? Še prej, ja. Ja, ne vem, moji priljubljeni avtorji so bili najbrž Balzac, pa Dickens, tudi Dostojevski. Se pravi, verjetno sem spominom na to, da sem zlasti te avtorje rad bral že zelo zgodaj, bil zelo za to, da so zdaj prišli v zbirko, čeprav so jih predlagali verjetno moji kolegi v tem uredniškem sestavu. Tako da jaz osebno nisem zelo silil v to, da bi kakšne svoje osebne prioritete vsiljeval, ampak sem bil pa zelo zadovoljen, če so tu vendarle avtorji, ki jih imam rad. Tak je recimo Andrej Žitke, ki je moj priljubljen pisatelj, moram priznati. Pa tudi Dickens k prevodu dela Our Mutual Friend, naš skupni prijatelj, ki bo izšel naslednje leto, boste napisali tudi spremno besedo. Pravite, da je Dickens zelo po meri Slovencev. Zakaj? Zaradi tega socialnega in demokratičnega zagovora malega človeka, zakaj bi rekli? Ja, saj to je to. On je dejansko advokat malih ljudi, zoper nasilne, močne, aristokratske in tako dalje. In to je seveda po meri Slovencev, ker Slovenci smo v bistvu demokratični, po svojem izvoru, statusu in tako dalje. Razen tega seveda v Dickensu je neki etos, na pol krščanski ali krščanski, kar nam je seveda blizu. On vendarle računa na usmiljenje, na solidarnost. To so te vrednote, ki jih nosi v svojo literaturo, ki so rahlo drugačne kot pri kakšnem Balzacu ali Tolstoju, to je jasno. Naš skupni prijatelj je Dickensov zadnji roman, za zbirko Klasična beletrina ga prevaja Nada Grošelj. Kakšno mesto zaseda ta roman v Dickensovem opusu? Ja, predvsem je to zadnji roman, ki ga je dokončal, saj potem je skušal pisati še en roman, ampak je ostalo pri fragmentu, ker je nenadoma umrl. Ta roman je zelo zanimiv, ker v njem se je pa res šel, kot bi se temu reklo, neko celostno družbeno kritiko Anglije in njenih socialnih razmer. To je dejansko precej ostra kritika zlasti tega meščanstva, tega pohlepnega, liberalnega meščanstva. Nekatera poglavja so prav satira na to. Po drugi plati je to roman, ki je zgrajen na kriminalni fabuli. In to seveda ni novost pri Dickensu, konec koncev. Že Oliver Twist je zgrajen na neki kriminalni fabuli, ki sega globoko v preteklost. No, tu je pa sploh dokončno izdelal celoto romana na taki fabuli, ki seveda drži kot ogrodje te številne epizode, ki so pogosto družbeno kritične in tako dalje. Poglejmo še na polje avtoric, se pravi žensk izbranih v klasično beletrino. Omenjali ste Nobelovo nagrajenko Selmo Lagerlöf. V bistvu je ena od dveh avtoric, ki je uvrščena v zbirko. Do leta 2024 bo slovenskim bralcem na voljo tudi delo George Eliot. Kako ste morda gledali tudi na to neko uravnoteženost po spolu, kakorkoli? Ne vem, če smo čisto načrtno gledali na to, ampak hvala Bogu smo se spomnili na avtorice, ki so vrhunske. Zdaj za naše stoletje bo po mojem mnenju bila to predvsem Virginia Woolf, ampak žal je njena dela so bila objavljena, prevedena pred nekaj leti. Verjetno bo pa polagoma zlasti Virginia Woolf prišla znova v poštev.
No, tu je seveda Selma Lagerlöfova in pa George Eliot, ki smo jo sicer precej prevajali, ampak na srečo smo zdaj našli neko njeno delo, prvo in zelo odlično delo te podobe iz duhovniškega življenja. To je najbrž zanimivo berilo za ljubitelje George Eliotova in seveda tega angleškega romanopisja iz srede 19. stoletja. So pa seveda še druge avtorice, Tako da bo treba pogledati, kje in kako je še kaj takega. Tam je seveda mogoče Madame Lafayette, ki je izšla že v 100 romanih, ampak ona ima 2 ali 3 novele, ki so zanimive. To bi lahko prišlo v poštev kot novelistika v enem teh letnikov. No, ampak potem je tu Sigrid Undsetova, to je tudi Nobelova nagrajenka, ki ne vem, koliko je bila navzoča v zadnjih letih, ampak to bo treba pritegniti. Tako da nekaj teh avtoric je, vsekakor. Seveda, še morda pesimistično vprašanje, ki pa upa na optimistični odgovor. Namreč število nebralcev je v zadnjih 5 letih zelo naraslo, v vseh kategorijah pa je padlo število bralcev po zadnji raziskavi Knjiga in bralci 4. Se pravi, tistih, ki preberejo več kot 20 knjig letno, ni več 9%, ampak zgolj še 6%. Kako to komentirate in kakšno usodo recimo napovedujete klasikom? A se pravi, da jih je manj zdaj, Seveda, ali kako? veliko manj. Ja. Jaz mislim, da veliko je odvisno od šole. Kako šola posreduje literaturo, katere avtorje, ki naj bodo zanimivi, vznemirljivi celo, in če tega ni, potem seveda posebne vneme za branje klasikov ne bo. To je treba vendarle gledati skozi šolo. Seveda za mlade gre. Mladi, kot vemo, jemljajo knjige v roke najprej verjetno pod vplivom staršev, potem seveda vrstnikov, to je jasno, nazadnje medijev. Zdaj pa vprašanje, kako je z mediji. Ali mediji dovolj skrbno in tudi obširno, natančno poročajo o vseh teh bistvenih klasičnih tekstih, ki prihajajo na naš trg. Jaz se bojim, da tega ni dovolj. Tega poročanja ni dovolj in da marsikaj ostane izven te javne pozornosti. Javna pozornost se pa ustvarja seveda prek medijev, to je jasno. Se pravi, mediji so ena plat zgodbe, šolski aparat je druga plat zgodbe. Se mi zdi, da bi bilo morda treba revidirati tudi učne programe? Absolutno. Šolski programi so zelo nenavadno sestavljeni, med nama povedano. Kajti že za osnovno šolo, za zadnje 3 letje bi bilo jasno, treba poskrbeti, da bi tu že učenci spoznavali neke ne samo slovenske klasike, ampak tudi nekaj evropskih klasikov. To je le stvar splošne, ne samo izobrazbe, ampak tudi splošne zavesti o tem, da smo del evropske kulture in da živimo v Evropi s to kulturo in tako dalje. Morda še eno vprašanje. V tem kontekstu včasih so ljudje v domače knjižnice recimo za domačo knjižnico kupili celo zbirko, 100 romanov je ena takih, potem zelo kasneje recimo 20. stoletje, zbirka Cankarjeve založbe, ena takih in tudi nekaj drugih. Po dolžini zasebnih domačih knjižnih polic smo na repu razvitih držav Slovenci. Pri velikosti domačih knjižnic sta na vrhu Estonija in Norveška, Slovenija pa je z Belgijo in Južno Korejo na repu obravnavanih držav. Ima recimo projekt izdaje klasikov moč to spremeniti? Upajmo, čeprav te domače knjižnice so seveda odvisne od socialnega statusa ljudi, ki si lahko omislijo takšno domačo knjižnico. Od izobrazbe tudi? Tudi od izobrazbe, deloma od dohodkov, kajti mogoče tudi ljudje, ki niso ne vem kako izobraženi za literaturo, navdušeni, si omislijo domačo knjižnico mogoče iz drugačnih, mogoče bolj
kako bi rekel, prestižnih razlogov. Ne? Estetskih. Estetskih, ja. Zlasti, če so te knjige zelo lepo opremljene, s krasnimi hrbtišči in tako dalje. To je včasih važno, kaj ne, čisto estetika domačega doma, ki dajejo knjige vendarle nek pečat, kaj ne. Čeprav jaz mislim, da taka domača knjižnica ni samo vir neke estetske lepote, ampak vendarle tudi vabilo za branje, zlasti za mlajšo generacijo, ki ji je pravzaprav taka domača knjižnica tudi namenjena. Profesor Kos, najlepša hvala za ta pogovor, za ta čas, ki ste si ga vzeli za predstavitev klasične beletrine kot zbirke, ki bo v naslednjih nekaj letih obogatila naše knjižne police. Nasvidenje. Hvala lepa. Beletrina v živo.